Veliko ljudi namreč misli, da je puljenje korenin naše identitete in s tem sesuvanje temeljev osnovanih na krščanstvu pot v boljšo prihodnost. Nadomestek izpuljenih tradicij in vrednot se zelo lepo izraža v pesmi I am a material girl, ki upam, da jo vsi poznate, pojejo namreč svetovno znana Madonna. Torej, nadomestek je materializem brez duše. Kakšen je svet generacij novodobnih pismoukov iz njihove mišje perspektive v primerjavi s svetom s ptičje perspektive? Več o tem bomo slišali v pogovoru Erike z Žigo Turkom. Prijetno poslušanje. Torej, dober večer vsem, tudi v mojem imenu. Hvala Vanda, dr. Žiga Turk, dobrodošli v Novi Gorici. Jaz, ko sem ponavadi za tem mikrofonom, imamo nek daljši pozdrav, zato da razumete, kam ste prišli in mi tudi publika pomaga in ker je številna, bo tudi glasna danes. Torej, dobrodošli na trgu, ob ulici, nedaleč od novega spomenika in nad vsemi nami bdi Sabotina. Okay. Torej, dober večer v tem mestu, ki čez slabo leto dni bo tudi Evropska prestolnica kulture in se predstavlja žal tudi z vsemi temi imeni. Kot je rekla že prej Vanda, posebej vas ne bomo predstavljali, ker pač tukajšnja publika vas pozna, ceni vaše kolumne, vaše knjige tudi, ceni vašo analitično sposobnost, ki je tista sposobnost tehnične inteligence, ki pa premore, kar ni ravno razširjeno in ni ravno tako običajno, premore tudi duhovni in kulturni domet, duhovno in kulturno širino. Po formaciji je dr. Žiga Turk inženir, po poklicu univerzitetni profesor in pred nekaj meseci nas je presenetil s knjigo o praznikih, ki je izšla pri založbi Družina in je tudi povod za današnji pogovor. Prazniki, ki nas osmišljajo kot narod, kot državo, ki gradijo neko skupnost, ampak tudi vrednostni svet vsakega posameznika, ki prihajajo iz preteklosti, usmerjajo naš korak v sedanjosti in tudi odločajo o naši prihodnosti. Doživljanje teh praznikov, ki so verski prazniki, a ne samo, kot bomo potem videli kasneje, tudi veliko pove o tem, kaj je danes slovenstvo, kdo smo danes Slovenci, kakšna tipologija naroda so, kakšna je ta naša državnost, pa tudi kakšen odnos imamo do resnice, do laži, do manipulacij, pa tudi do presežnega. V tem tekstu nam ponuja Žiga Turk tudi eno neobičajno analizo teh sporočilnosti, teh svetopisemskih zgodb. Če je kdo prebral, so tudi te zelo zanimive. Veliko je znanosti, veliko je tudi zgodovine. Brati jo je treba z veseljem do življenja, pravi Aleksander Zorn v svoji spremni besedi. Knjigo spremljata na pot še drugi dve imenitni imeni, to je nekdanji predsednik Borut Pahor in pa Edi Kovač, frančiškanski pater, filozof, teolog, tudi profesor na Sorboni. Torej, z našega pomladnega vidika prvovrstni Olimp za knjigo, ki želi kaj sporočiti bralstvu. Zdaj moram v enem stavku. Najprej hvala lepa za to, da ste prišli, da vas je toliko.
Vesel sem, da sem spet tukaj. Vreme v Ljubljani je suho. Zadnjič, ko sem bil, mi je streha puščala oziroma se je nekaj premaknilo in sem mogel prav na hitro potem iti. Kaj oziroma zakaj, kaj sporoča ta knjiga, ne? Da imajo prazniki neko temeljno vlogo pri tem, da gradijo skupnost oziroma da gradijo družbo. Da so bili nekoč, ko ni bilo medijev, radija, televizije, časopisov, toliko šol, toliko možnosti, da ljudje pridejo skupaj, pravzaprav skoraj edina priložnost, edini mehanizem, da so ljudje o nečem skupaj razmišljali, doživljali, da so se med njimi širila neka sporočila. Danes je nekoliko drugače, živimo v neki velikanski kakofoniji, bombardirani smo z vseh strani o vsem mogočem in smo začeli na praznike gledati kot na dneve, ki so prazni zato, da se lahko odpočijemo, da gremo na kakšen izlet, da kaj dobrega pojemo, da kaj kupimo komu, ne? Namesto, da bi premišljevali, ne? Namesto, da bi premislili, zakaj pa ta praznik pravzaprav imamo, kaj nam pa hoče povedati, kaj pa ta praznik utrjuje. In vsi prazniki vendarle so, ki jih ima neka skupnost, ne? So namenjeni temu, da to skupnost utrjujejo. Tako kot ima nek družinski praznik funkcijo, da neko družino utrjuje. In ena stvar, ki jo jaz tukaj v knjigi takoj razdelam oziroma takoj napadem, podrem, je, da ne obstaja med temi prazniki, ki so v koledarju, noben, ki bi bil družinski. Vsi prazniki so družbeni, vsi prazniki imajo neko družbeno vlogo. Tudi krščanski prazniki imajo družbeno vlogo, tudi za tiste, ki niso verni, čeprav izhajajo iz nekega verskega sporočila. Tako da, če bi si želel eno stvar, ki jo ta knjiga premakne, ki jo podre, ki jo spremeni v Sloveniji, ne, je, da bi si zaželeli doživete praznike ali pa premišljene praznike in da nikoli več ne bi slišali, no, to je pa družinski praznik. Nič ne bomo o njem javnega rekli in premislili, kakšno ima pa funkcijo za nas kot državo, za nas kot skupnost, za nas kot Slovence. Knjiga se začne z Božičem in potem gre kronološko skozi vse leto in se zaključi z novim letom. Zdaj, časovno najbližji praznik je 8. februar, ker Valentinovega ni in pusta tudi ni. Menda, ne, če se ne moram, mislim, da ne. In prvo vprašanje, prvi praznik, o katerem bi lahko z tega vidika spregovorila, je ravno praznik slovenske kulture, ki je državni praznik. Letošnja Prešernova proslava je bila zadnja, za katero je skrbel odbor, ki ga je imenovala prejšnja vlada in recimo iz katere so izžarevale še te tradicionalne zahodne vrednote, ki v bistvu tečejo skozi celo knjigo od prve do zadnje strani. Zdaj bi dodala na mizo kot iztočnico še Frankfurtski sejem in sporočilnost izbire, ki jo je nova garnitura dala, ko je odločala, da pač Slovence ne predstavlja Drago Jančar, temveč Slavoj Žižek z vsemi posledicami, ki so potem bile in o katerih v slovenskih medijih se je bolj malo bralo pač o odzivu nemških novinarjev na njegovo performanso. Sedaj, Slovenci smo privilegiran narod, ker imamo državni praznik za dan slovenske kulture in zakaj ta današnja garnitura in tudi prejšnje, ki slonijo na
tej ideologiji nima rada slovenske kulture, ali vsaj ni navdušena nad njo. Zdaj, najprej mogoče samo komentar o tem, knjiga se začne z Božičem in se konča z novim letom in potem pove vse, kar je vmes. Z Božičem se začne zato, ker se z Božičem na nek način začne zahodna civilizacija, če temu tako rečemo, ali pa to, čemur smo nekoč rekli zahodna civilizacija in je zdajle zelo v slabi kondiciji, konča se z novim letom, ker je to tako rekoč edini praznik, ki ni praznik, oziroma ko ničesar pomembnega ne praznujemo, ko se ničesar iz preteklosti ne spomnimo, ki je samo dan v koledarju, slučajno se pač letnica na ta dan zamenja. Sicer se tukaj naslonim v knjigi na nekega judovskega avtorja, ki pravi, da vsaka skupnost temelji na 3 temeljih, in če smo tukaj v okviru vrednot slovenske osamosvojitve, je to vredno povedati. Eno je, da nas povezuje to, čemur pravimo, stoletno hrepenenje po samostojni slovenski državi, oziroma po tem, da bi bili sami na svojem, oziroma da bi prišli do nečesa, kar zdaj imamo, da bi prišli do svoje države. Neka zgodovina, neko trpljenje skozi to zgodovino, prototip za seveda ustvarjanje nekega narodna ali pa narodne države je biblijsko poglavje oziroma knjiga o Eksodusu oziroma o tem, kako so Judje svojo državo napravili. Potem je druga skupina praznikov, ki spominja narod ne na svojo zgodovino, ampak spominja narod na vrednote, ki jih ima. Kaj je pa nam kot skupnosti vredno, na katere stvari pa mi kot skupnost prisegamo, da so ta prave. In potem tretja skupina praznikov, nekako skupnost narod opominja na to, da obstaja nekaj večjega, obstaja nekaj višjega, nekaj presežnega, kar je pomembno za to, da ta narod preživi. In kulturni praznik je predvsem praznik recimo neke vrednote, ki jo imamo ali pa naj bi jo imeli, do neke mere tudi spomin na hrepenenja oziroma želje, težnje, dela, pesmi, romane, novele vseh slovenskih avtorjev, ki so pisali slovensko, ki so se zavzemali za slovenščino, slovenski jezik, slovenski narod, ko ta še ni imel države. Zdaj, seveda, če rečemo, da so prazniki, da imajo prazniki družbeni pomen, da gradijo družbo, da gradijo skupnost, potem seveda so zelo lahko oziroma zaželjen plen tistih, ki želijo to skupnost oblikovati. Če naj bi skupnost rasla, nastajala, se razvijala spontano, s spoštovanjem do izkušenj, ki so to skupnost pripeljale do točke sedanjosti, in če je neka skupnost prišla do sedanjosti, verjetno vse, kar je delala v preteklosti, ni moglo biti povsem narobe. Skratka, lahko se razvijaš z nekim spoštovanjem tradicije in ti prazniki to tradicijo negujejo. Spomnite se za koledar, vsak praznik je o nečem, kar se je v preteklosti zgodilo. In vleče neke poudarke, neke nauke iz tega, kar se je v preteklosti zgodilo, razen novega leta. Tako da so prazniki potem postali plen pa neke ideologije, ki je želela tradicijo zatreti, jo zamenjati z nečim drugim in seveda izkoristiti te praznike, te dneve, ki si jih je pa človeštvo izmislilo, oziroma so vse civilizacije, kulture imele praznike zato, da so neke stvari ljudem povedale, da so se neka sporočila med ljudi širila.
so poskušali te praznike ugrabiti. Zdaj, 8. februar je praznik, ki je nastal v prejšnjem sistemu. Načeloma ni slabega v tem, tudi nič slabega ni v tem, da imamo kulturni praznik, da praznujemo slovensko kulturo. Morda je posebno to, zdaj gospa Erika nekako z simpatijo ali pa z naklonjenostjo ali pa kot nek poseben dosežek Slovenije, mogoče gledaš na to, da ta praznik imamo, kar pomeni, da smo mi kulturo izvzeli oziroma da je to pri nas nekaj posebnega, kot da drugi narodi kulture ne bi imeli, kar ne drži, ampak kot da morda kultura v drugih narodih ni bila tako državotvorna, kot je bila v slovenskem. Lahko pa gledamo stvar drugače in s tem nekoliko v knjigi polemiziram. V prejšnjem sistemu, po mojem mnenju, je bila kultura, so bili kulturniki, predvsem pisatelji, pesniki in tako naprej, nekako politično sprejemljiva osnova za slovenstvo, kar pa niso bili recimo duhovniki. In če pogledamo, slovensko misel, tiste, ki so sanjali slovensko državo, ki so se borili za slovenski jezik in tako naprej, ogromno nekih duhovnikov boste našli. Politično neprimerni bi bili zato podjetniki, ki so pa vendarle dali materialno osnovo in za to kulturo na eni strani in za to, da se je v Sloveniji pač nek gospodarski prostor oblikoval, kjer so ljudje začutili, ja, tlele ob tej železnici Dunaj-Trst in še po 100 kilometrov levo in desno ljudje pa isti jezik govorijo. Narodna samozavest je nastala skozi številne podjetniške družine, ki so torej tudi prispevali k temu, da smo enkrat prišli do svoje države. Pravijo, nismo imeli svojega plemstva, ampak s plemstvom, veste, plemstvo je govorilo v Evropi latinsko povsod, ne samo v Sloveniji. Cel kup plemiških družin je bilo, ki so znali tudi slovensko. Vojska, vojskovodje tudi niso bili primerna osnova za praznovati v novem sistemu, ampak smo imeli v okviru držav, ki so bile v nekem trenutku naše, pomembne vojskovodje, pomembne vojake, ki so tudi en košček prispevali k slovenski državi. Tako da jaz sem nekoliko skeptičen do te teorije, da slovenska država za razliko od drugih je pa postavljena na kulturi. Vsaka država, zato da funkcionira, vsak narod, ki ima nacionalno državo, mora imeti seveda svojo kulturo, skoraj da ne gre brez tega. In da bi bila Slovenija zelo posebna, da ni imela ničesar drugega, se mi zdi napačno. Ampak nimam nič proti, da to praznujemo, nasprotno, krasno je, da imamo nek dan, ko se spomnimo, pa bi jaz rekel, ne toliko na kulturo kot na umetnost. In to tudi v knjigi nekoliko potem razdelam, ker je pa umetnost tista, ki v nekih brezbožnih časih pa ljudem vseeno lahko daje, kako bi rekel, ne toliko misliti, kot čutiti, kot vonjati, kot nek intuitivni občutek dobiti, da je nekje nekaj svetega, če je ta umetnost res dobra, če je ta umetnost res vrhunska. Lahko sediš na nekem koncertu, poslušaš neko glasbo, ki je povsem abstraktna in te toliko prevzame, da greš iz tega koncerta boljši človek, kot greš od maše mogoče boljši človek. In tako stvar praznovati, to praznovati 8. februarja se mi zdi odlično. Žal, imamo pa dostikrat primer, ki se nam vleče, se mi zdi pa iz prejšnjega sistema, da so za 8. februar nagrajevali nekaj vrhunskih umetnikov, pa nekaj, kako bi temu rekel, poslušnih ali pa priliznjenih kulturnikov, ali pa takih, ki so pomagali, bom rekel, širiti neko politično, neko ideološko agendo, ki so prispevali k indoktrinaciji. In ja, veliko je odvisno od tega, kdo so člani
upravnega odbora Prešernovega sklada in ja, včasih dobijo nagrade umetniki, včasih dobijo pa nagrade, kako bi rekel, kulturniki, no, oziroma angažirani kulturniki. Ker meni se vseeno zdi, veste, naloga umetnosti ni, da vas indoktrinira v nekaj, ampak da vas dvigne na nek način. In zakaj recimo nepomladna stran politike nima recimo v ospredju pomena, lepote, poudarjanja tega, kar je tradicionalno za slovensko kulturo oziroma samo slovenstvo? Zato, ker je navajena, da vse, bom rekel, družbene mehanizme upreže v to, da družbo spreminjajo in da jo spreminjajo, bom rekel, za 90 ali pa za 180 stopinj od tega, kakršna je ta družba nekoč bila. Nekdo je napisal nemogoči cilji, se pravi, popolnoma spremeniti značaj nekega naroda ali pa neko družbo ali pa neko kulturo, nemogoči cilji, terjajo neskončne žrtve, terjajo neskončno nasilje. Zdaj ne živimo v tistih časih, ko je bilo potrebno neskončno ali pa zelo veliko nasilje, da se je, bom rekel, neka družba nekam obrnila, ampak zato, da preusmerjaš ljudi, družbo, da jo obračaš za 180 stopinj, moraš izkoristiti vsako priložnost, moraš izkoristiti vsako šolsko uro oziroma učni načrt, izkoriščaš šole, izkoriščaš medije, seveda izkoriščaš praznike za to, da nekaj, kar je skregano s pametjo ali pa skregano s tradicijo, če hočete, skregano z izkušnjami, spromoviraš. In večina polemike, ki jo jaz v tej knjigi imam z, bi rekel, uradno verzijo teh praznikov oziroma tisto, kar nam poskušajo o teh praznikih povedati, večina te polemike je polemike z to uprego, s tem upreganjem praznika v neko ideološko agendo in zanikanje vloge, ki jo ima praznik, zato da izkušnje iz preteklosti, tradicije iz preteklosti, dobre poduke iz preteklosti prenese v prihodnost, kar je na koncu skoraj bistveno za vsako kulturo oziroma za vsak sistem, za vsak organizem je pomembno, da dobre stvari iz preteklosti prenaša v prihodnost. Od bioloških sistemov, ki to delajo preko dvojne vijačnice oziroma DNA-ja, do človeških, socialnih, kulturnih sistemov, ki to delajo preko kulturnih vsebin oziroma kulturnih vzorcev, kulturnih sporočil. Sedaj, če se premaknemo na drug praznik, včeraj smo vstopili v postni čas, ki nas pripravlja na največji krščanski praznik, ki je Velika noč. Velika noč je šunka, barvanje pirhov, beli prt, ampak tudi ali predvsem, upam, zmaga življenja nad smrtjo, upanje, svetloba. In je tudi kot najpomembnejši od teh praznikov, bi lahko ponovili tudi marsikaj od tega, kar smo ravnokar povedali. Eno splošno vprašanje, kaj je dalo krščanstvo človeštvu, krščanstvo, na katerih sloni Zahod, še vedno, in kako je oplemenitilo slovensko dušo? To je zelo težko vprašanje, zato ker nekako spominja, kot bi vprašal, kaj je pa voda dala ribam, kaj je pa zrak dal ljudem. Mi smo tako globoko del tega krščanskega sveta, pa če smo verni ali pa če nismo verni.
da niti dobro ne razumemo, kakšen je bil ta svet brez krščanstva ali pa kakšen bi bil brez njega. Ne vemo, mi gledamo recimo filme o, ne vem, grških junakih, rimskih junakih, Egipčanih in tako naprej. In v vseh teh filmih so dialogi, so zapleti, so zgodbe, so ljudje, ki se obnašajo tako, kot bi jih danes vzel nekje iz nekega večjega svetovnega mesta, samo oblečeni so v neke drugačne rjuhe in podobne stvari. Ne. Svet pred krščanstvom je bil zelo, zelo drugačen od sveta, kakršen je danes. Je bil zelo, zelo nasilen, je bil zelo, zelo krut, je bil veliko bolj hierarhičen. Ne. Če bi eno stvar zdajle izpostavil, ne, tisto, kar je krščanstvo na nek način negiralo, ne, je, da je fizična moč v veliki meri izgubila svoj odločujoč pomen za oblikovanje družb, ne, za oblikovanje skupnosti, da je šibkost postala, ne bom rekel moč, ne, ampak tam imate iz tistega govora na gori, ne, cel kup zadev, tisto se je obrnilo, vse to se je obrnilo, ne, prvi bodo zadnji, zadnji bodo prvi. Ne. To sočutje do sočloveka, vse to je prišlo s krščanstvom, tega drugje ni. Ne. Mi se sekiramo zdajle v zvezi z Gazo, krščanski svet boli, koliko je nedolžnih žrtev med Palestinci. Mi se dosti bolj sekiramo, kot se oni sekirajo, kot se arabski svet, kot se palestinski svet sekira. Življenje je nekaj vredno na Zahodu, potem, ko greš stran, je vredno manj. Človeško življenje je vredno manj. Tako da je zelo težko odgovoriti na vprašanje, kaj je pa dalo krščanstvo. Ne? Kaj je tista točka, ki je vse skupaj spreminja, je pa očitno nekaj dalo. Očitno je pomagalo, da so se ustvarile neke skupnosti, neke družbe, neka najprej kraljestva in potem države, republike, ki so bile bolj produktivne, ki so bile bolj ustvarjalne, ki so bile bolj podjetne od družb, ki bi jim podlago dajala kakšna druga religija, kakšna druga vera. Ena od stvari, tukaj sem bil razmeroma, kako bi rekel, sem posegal v neka področja, ki so rezervirana za teologe, kjer je skoraj da lahko človek hitro krivoverec, če razlagaš neka sporočila iz stare zaveze, še posebej iz nove zaveze, drugače. Ne? Ampak na nek način smo dobili, ena od zadev v veliki noči, smo dobili odpustek, ne, da je, če narediš napako, pa to ni dokončno, pa to ni konec. Ne. Lahko narediš kakšno napako, pa se odpokesaš, pa ti bo odpuščeno. Ni vse izgubljeno. Kar pomeni, da smo postali na nek način svobodnejši in smo bolj svobodno odkrivali, raziskovali, gledali, kaj in kako bi se dalo stvari poboljšati, izboljšati. Tako da, če so drugi prazniki vendarle razmeroma precej do konca premišljeni, ali pa bom rekel, sem sam pri sebi nekako prišel do razlage, ok, zato ga imamo, tole je smisel, mi ravno pri veliki noči ne pridem do konca, ne, in se mi zdi, da je mogoče to smisel, da je to pravzaprav prednost, da smo prisiljeni vsakič, vsako leto, ne, ob tem prazniku premišljevati, ne, kaj pa je, kaj nam pa to prinese, kaj nam pa to pomeni. Na osebnem nivoju in na družbenem. Da je morda dobro, da stvar ni
bom rekel, kartezično zaključena, tole je vzrok, tole je posledica, tole so prednosti, tole so slabosti, tole so tveganja, tole so priložnosti. Ne. Se pa spomnim, ja, ravno ko je Erika omenila, da se je včeraj začel post, ne, stare mame se spomnim, vsakič opozorila na pepelnično sredo, pa na veliki petek, ne, ko smo šli v šolo oziroma smo imeli kakšne malce ali karkoli, ne. Danes je strogi post. Ne. In nismo bili zelo, kako bi rekel, pobožni doma, ne, ampak pepelnična sreda pa veliki petek je bilo pa nov za meso. Ne. Kot rečeno, v tej knjigi niso samo verski prazniki, so tudi drugi državni prazniki, ampak preden bi šla na te državniške praznike, ki so vezane na slovensko državo, bi vsaj omenila ali vsaj pozornost posvetila velikemu tednu ideologije, ki je hotela nadomestiti religijo. Torej 27. april, 1. maj, kot rečeno 25. maj, sedaj verjetno bodo tudi letos žarele bakle tu na Sabotinu, Dražgo še ostaja, mit in tako dalje. Zakaj je tako komplicirano po 30 letih demokracije in študijah, knjigah, pričevanjih in vsem, kar je išlo, sprejemanje resnice, resničnosti, dejstev in povezano vprašanje, aktualno, zakaj slovenski narod vsakokrat pade na vsakokratno novo ime? Kratek odgovor bi bil zato, ker se nikoli ni mainstream, prevladujoč del, mnenjski voditelji slovenskega naroda, ker se nikoli niso odpovedali revoluciji. Revolucija kot taka nikoli ni bila obsojena, ni sprejeta, večinsko v tej dvorani si predstavljam, da imamo drugačno mnenje, ampak splošno ni sprejeta kot nekaj slabega. In pač poskušajo cilje revolucije, ideologijo revolucije, vrednote revolucije peljati na neke, oziroma promovirati v družbi na neke druge načine. Dostikrat slišimo, ja, ne, sej Božič, ne, to je bil nek poganski praznik, pa ga je potem cerkev prevzela, pa malo predelala, pa Velika noč, veste, to je tudi nek poganski praznik, pa je bilo to pa to. Pa potem Marijinov nebozetje, to je pa spet nek poganski praznik in itd. Ne. In, a veste, pri tem drži samo to, da so zelo stare kulture vedele, da je vsake toliko časa treba ljudem dati v času nek opomnik, na eni strani na koledar, na drugi strani pa na nekaj, na kar se je vredno spomniti. V našem primeru na Kristusovo rojstvo, Kristusovo smrt, ali pa na kulturo, ali pa na kaj drugega. Ne. Skratka, v času primeren čas za nekaj je bil, ampak vsebina teh praznikov je seveda povsem drugačna. Ali je to nek katoliški praznik, ali je pa to, ali je to recimo Velika noč, ne? Ali je pa to veliki teden od 27. aprila, pa potem tam se vleče skoraj do 25. maja, no, nekaj, ne? Ali pa vsaj tam do 9. maja imamo pa, bom rekel, te stvari zgoščene. Sporočilo velike noči, čeprav časovno bi lahko rekli, ja, plus minus en mesec, ne, oziroma minus en mesec, največ, ne, je popolnoma drugačno od sporočil 27. aprila, 1. maja, 9. maja, 25. maja, 4. maja, ne, se teh dnevov, ko se nekih čudnih stvari spominjamo, je vse polno. In zadaj je, ne, promocija istih idej, ki so bile nasilno za nekaj časa vsiljene Slovencem z revolucijo, promocija tega istega na drugačne načine. In jaz mislim, da dokler se ne bo prijelo, dokler ne bo splošno sprejeto, da je bila revolucija nekaj zavržnega v tistih času, ne govorimo o borbi proti okupatorju, o revoluciji, toliko časa jaz mislim, da ne moramo slovenske države
postaviti na neko skalo, na nek trden temelj, okrog katerega bi se bolj ali manj vsi lahko strinjali oziroma se tukaj našli in bili za silo složni. Ja, jaz moram dati potem besedo tudi publiki, ker imam še kar nekaj vsebin. Kot rečeno, bi kot naslednje vprašala glede teh državnih praznikov Republike Slovenije in odnosu do njih, torej dan državnosti, dan suverenosti, dan enotnosti. Vas skrbi nespoštovanje teh praznikov, ki se kaže, ne vem, tudi s pirueto predsednice parlamenta pred gardo Slovenske vojske, nespoštovanje do jezika, do predsednika republike, do same vojske in podobno. Koliko je lahko to nevarno za mlado in majhno državo v teh časih tektonskih premikov? Vas to skrbi ali je samo eno, kako bi rekla, neposrečeno obdobje v eni zgodbi s srečnim koncem? Ne, me zelo skrbi, čeprav bi skoraj rekel, glede na to, kako nalahko se jemljajo prazniki v Sloveniji v zadnjem času, da je morda v vsoti bolj nevarno omalovaževanje slovenstva, slovenske državnosti ostalih 364 dni na leto, kot pa na ta 2 dneva. Čeprav, ja, verjetno pride pa ta odnos v teh dneh najbolj na dan, ko bi morali pravzaprav biti najbolj ponosni, najbolj domoljubni, najbolj složni konec koncev. Sej v teh praznikih pa res ne bi smelo biti nič takega, kar nas deli. Če je v 27. aprilu ali pa magari v 1. maju ali pa kaj, v veliki noči, če koga moti. To je pa vendar nekaj, kar smo recimo skupaj naredili, smo si vsi želeli, smo postavili državo. Nas ne bi smelo. Pa vendar, kot da bi nekoga to motilo, kot da bi želel seveda spet v ospredje postaviti nekaj drugega, ne naroda, ampak nek družbeni sistem ali pa neke, bom rekel, revolucionarne vrednote ali pa nek revolucionarni internacionalizem, ki stopa v ospredje. Tudi tak češnja na torti je pač tista kitica iz Prešernove Zdravljice, ki smo jo vzeli za v himno, ki govori o drugih, ki govori o vseh narodih, ne pa o Slovencih. Tukaj je imel Boris Pahor prav, da bi lahko imeli nekaj, ker bi o Slovencih nekaj povedali, ker bi zase kozarce dvignili, ne pa za vse druge. In seveda potem pa mi to drugim razložimo, pa nas trepljajo po ramenih, koliko ste pa vi fajn, ja. Najprej moraš biti sam doma močan, potem si pa lahko zelo dober prijatelj z vsemi naokrog. In kaže se pač to, kakorkoli se to klišejsko sliši, jih je kar nekaj, ki jim samostojna Slovenija ni bila intimna opcija in ki so nanjo na koncu pristali zato, ker so ugotovili, da bodo pravzaprav privilegije, bogastvo, položaje, podjetja, lastništvo podjetij lepo prenesli tudi v to državo, da bi bilo težje to v okviru Jugoslavije speljati. Omenjen je bil Boris Pahor, seveda poglavje je v tej knjigi posvečeno tudi prazniku Primorske in pa skupaj s praznikom Prekmurja. Za Primorsko vi pravite, da Pahor, Rebul in Boscarol so pravi obraz Primorske. Tudi na našem koncu je popačenega marsikaj, dovolj je, da pomislimo na zgodbo Tigra, ki si jo danes prilaščajo tisti, ki so jih do včeraj preganjali.
Kaj bi rekli o tem našem prazniku Primorska in kakšen odnos imate do našega teritorija? To dvoje, tudi praznik je povezan z Prekmurjem, tudi to sta dva praznika, ki ne bi smela deliti, ki sta bila nekoliko postavljena, se mi zdi, v koledar z neko naivno željo takratne Janševe vlade, da bi, bom rekel, te praznike, ki delijo, razredčila za prazniki, ki ne delijo. Jaz mislim, da smo vsi Slovenci veseli, ponosni, da je Primorska spet del Slovenije. Ne sicer čisto vsa, ampak kar nekaj. Ampak spet, kako bi rekel, se poskuša ideološko tukaj nek narativ podtakniti, da postane vsaj ta primorski praznik praznovanje partizanščine oziroma ki je neločljivo povezana spet z revolucijo in smo spet tam, kjer smo bili pred 15 minutami v zvezi z revolucijo. Enostavno nismo sposobni biti samo veseli, samo ponosni, da je Slovenija majčkeno bolj cela. Kakšen odnos, kaj pa vem, mislim. Nam v centru je težko razumeti nekoga, ki je bil najprej med dvema vojnama pod Italijo, ali pa nekoga, ki je še zdaj ostal zunaj, recimo meja, ki bi bile pravične ali pa ki bi bile recimo uravnotežene. Se pa spominjam, očeta, vedno je nekako tako razlagal, Slovenci gledajo Italijane navzdol, Nemce pa navzgor. Mogoče je tudi to razlog, da se je ta narodna meja tukaj na Primorskem precej bolj stabilno držala kot narodna meja na Koroškem. Ne vem, to je samo en spomin, ki mi je zdajle prišel na misel, kot mi jih je veliko takih družinskih spominov prišlo na misel, ko sem tole knjigo pisal. Mi boste vi povedali, če je kaj na tem. Ja, saj ta knjiga je posebna tudi zato, ker je v njej veliko vašega osebnega, na katere v vaših zapisih pač tudi, ker so na drugo temo, nismo navajeni. Ena posebnost pa je tudi v tem, da v kurzivu je v veliko poglavjih govor, ki ga zaupate umetni inteligenci. Je en govor, ki čisto dobro stoji, klišejski, v glavnem prazen, nič posebnega, nič politically incorrect in podobno. Zakaj ste se odločili za te govore umetno napisane, ki pa so prepričljivi? Kot sem rekel, o zelo veliko praznikih oziroma pri številnih poglavjih polemiziram z splošno sprejeto klišejsko podobo teh praznikov, s klišejskim razumevanjem teh praznikov in namesto, da bi se jaz potrudil napisati, kako pa ta praznik razumejo, kako je pa razumljen v slovenskem prostoru, sem se poslužil tega orodja umetne inteligence. Veste, kaj funkcionira nekako tako. Ti programi so prečitali čisto vse, kar je bilo kadarkoli napisano. Vse, kar se najde na internetu, so prebrali. Skratka, prebrali so vse novice, vsa poročila, vse govore, ki so bili v Sloveniji kadarkoli, o čemarkoli objavljeni in potem rečeš, daj prosim, sestavi mi en govor, ki bi bil primeren za to, da ga pove, vem, en župan na Rožniku. In zadeva zelo dobro, ne vem kako zelo dobro, ampak ljudje, sem bil presenečen, ne vem kaj ti misliš, ampak nekako stoji. Ni nek presežek, ampak boljše od kakšnega govora, ki smo ga od tele garniture v zadnjih 2 letih poslušali. Ima življenja, to pa ja. Jaz nisem čisto nič popravljal, ampak naučila se je ta umetna inteligenca od teh klišejev, ki jih je seveda v medijih objavljenih bistveno več kot nekih, bom rekel, krivoverskih mnenj iz kakšnih obrobnih medijev, tako da mi je to čisto dobro služilo za to, da pojasnim, kaj je pravzaprav tisto na drugi strani, kar mislim, da je premalo, kar ne drži, ali kar je še celo
ker nas poskuša usmeriti v diametralno nasprotno stran od tega, kar nam nek praznik želi povedati oziroma zaradi česar smo si ta praznik sploh naredili. V knjigi je omenjeno, da spregovoriš oziroma spregovorite o praznikih, ki so, in o praznikih, ki jih ni. Sedaj, če bi jaz lahko dodala en svoj praznik, ki ga ni, so volitve. Volitve so praznik demokracije in en praznik, ki so ga v teh zadnjih desetletjih izvotlili. Pomembne volitve in pomemben praznik demokracije bomo imeli junija, ko bodo evropske volitve, bodo pomembne volitve in so tiste volitve, ki imajo še najmanj udeležbe, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod. Dve vprašanji. Kaj je prineslo v Sloveniji vstop v evropsko družino zahodnih narodov? Letos beležimo 20-letnico. In kako pomembne so po vašem mnenju evropske volitve, ki bodo junija? Sloveniji je vstop v Evropsko unijo prinesel stik z evropsko kulturo, ki pa ni povsem taka, kot smo si jo mi slikali, znotraj katere so tudi zelo različna mnenja, znotraj katere so tudi razpoke. Skratka, v tej Evropi, če smo si predstavljali, da bomo dobili neko zavetje, da nam bo dala prav, da bomo našli neko, kako bi rekel, da se vrnemo v neko krščansko družino, da se vrnemo v tisto, kar je nekoč bilo imenovano krščanstvo z velikim K, Christendom, se pravi ta krščanski svet. Evropi nekoč se ji ni reklo Evropi, se je reklo krščanstvo, pač je bil krščanski kontinent. To se ni zgodilo, krščanstvo Evropska unija ni zmogla zapisati v svojo pogodbo oziroma v ustavo. Se sramuje tega, da bi rekla, da smo pa iz teh korenin vam prišli. Tako da od te vrnitve v to, recimo, družino, ki naj bi bila boljša od te slovenske postrevolucionarne sage, je ostalo to, da smo se znašli vendarle v nekem razmeroma varnem okolju, kot v neki oblazinjeni sobi, kjer lahko počnemo nekaznovano razmeroma velike neumnosti, kar je slabo. Ja, vse je krasno za gospodarstvo, da lahko trgujemo, pa da lahko potujemo, pa da se lahko šolamo drugje in tako naprej, ampak za neumnosti, ki jih počnemo sami tukaj, smo dosti manj kaznovani, kot bi bili, če bi bili sami na svojem. In recimo zato tudi pričujoča vlada, trenutna vlada, lahko dela razmeroma velike napake, pa je tlele okrog toliko lepo urejen sistem, da niso razmere katastrofalne. Bi pa bile, si predstavljate, kakšno inflacijo bi imeli, če ne bi bili v evrskem območju, in bi pač bila približno taka vlada, kot je tale okrog, bi delila denar, potem bi začel nekdo stavkati, pa bi dal še tem denarja ne bi bilo, pa ga bi malo natiskali, pa bi bilo, to bi bile jugoslovanske razmere. Podobno z varnostjo. Smo pač lepo pospravljeni v NATO, pa upamo, da se nam nič ne more zgoditi, pa smo v NATO s figo v žepu in pravzaprav ne investiramo v varnost, češ, kdo nas bo pa napadel. Zato smo v NATO prav gotovo nobeden, pa dokler je mir, nas gotovo noben ne bo napadel. Verjetno tudi nihče ni računal, da bo Ukrajino kdo napadel pred 11 leti. Tako da, ja, zakaj so te evropske volitve pomembne? Pomembne so zaradi krize, v kateri je pravzaprav cel Zahod, v kateri je Evropa, v kateri so Združene države Amerike, tudi Velika Britanija, in ta kriza je civilizacijska, ta kriza je
povezana z izkoreninjenjem oziroma zanikanjem korenin, ki je čedalje bolj prisotno v vseh evropskih družbah. In upati je, da se bo okrepil tisti del političnega pola, ki se teh korenin zaveda, ki se zaveda, da je Evropa očitno v preteklosti, ali pa Zahod, v preteklosti neke stvari delal zelo, zelo prav, da je imel neke podlage verske, filozofske, ki so bile zelo, zelo, ki so bile boljše od podlag, ki jih imajo ostali. In je bil zato tista civilizacija, tista kultura, ki je pogruntala oziroma izkoristila tisk, ki je naredila znanstveno revolucijo, ki je naredila parni stroj, ki je prišla na Luno, ki je naredila atomsko bombo, ki je naredila jedrske elektrarne in tako dalje. In ja, Slovenija sicer tukaj ni ne vem kako velik igralec, ampak en glas v Evropski uniji pa je, oziroma nekaj poslancev v Evropskem parlamentu, so pa tudi slovenski. In jaz mislim, da edina izbira je med tistimi, ki se bodo zavzemali za spoštovanje teh civilizacijskih tradicij, na katerih Evropa sloni, na eni strani, in na zavedanje, tudi o tem tam v enem prazniku, imam istočnico za to, zavedanje, da Evropa nikoli ni bila imperij, oziroma da se nikoli ni obneslo Evropi biti imperij. Skratka, za podporo strankam, ki ne bodo brezglavo šle v smeri, da je treba narediti še več Evrope in še bolj centralizirano Evropo in še več pristojnosti prenesti v Bruselj. Nekoč sem bil precej bolj prepričan evropejec, kot sem zdaj. Mislim, da Evropa najboljše lahko funkcionira kot ena povezana, tesno povezana skupnost podobno razmišljajočih, prijateljskih, ampak samostojnih in suverenih držav. Hvala. Moj čas se je iztekel in zdaj prepuščam gosta današnji publiki. Če ne, jaz lahko tudi nadaljujem, ampak običajno se dvigne vedno kakšna roka in mi ne uspe. Je kakšno vprašanje? Bo uspelo danes, da nadaljujem? Sem vedela. Mi ne uspe nikoli, niti enkrat mi ni še uspelo, da bi lahko nadaljevala. Dobro, prosim. Hvala za besedo. Jaz bi rad nekaj povedal. Danes, ko sem prišel tule in sem videl, da se pogovarjamo o praznikih, sem bil toliko bolj vesel, da sem prišel. Osebno sem šel zaradi propada podjetja, v kateri sem delal v bivši Jugoslaviji, sem šel v 60-ih letih v zasebne vode. Jaz se spomnim, da od prvega leta, ko sem bil privat, da je država oziroma država, uprava, javni sektor si prizadeval, da nam pokvari čisto vsaki sleherni krščanski praznik vsako leto. Z razno raznimi odločbami, napovedmi raziskav, obiskov Ministrstva za finance, razno raznih organov, potrebnih ali izmišljenih ali nepotrebnih, popolnoma. Češ si šel svojo pot, nisi nadaljeval poti, katero gremo ostali, mi gremo na dopust, mi se gremo odpočiti, ti pa si s svojim praznikom delaj, kaj si hočeš. In, kaj sem hotel? To je pri mene pustilo en določen odnos do praznikov v tej državi. Praznujem krščanske praznike, obvezno, tudi svete trije kralje, zanemarjam pa marsikateri praznik,
ki ni moj. Naprimer, 2. maj, 2. januar in tako dalje. Ne vem, a delam prav, ampak to je pustilo pri mene določene posledice. Hvala. Jaz moram reči, da sem zgrožen, da do takega šikaniranja prihaja, ko sem bil otrok, se spomnim 24. decembra zvečer, ko smo imeli še dvoizmensko šolo, če smo imeli popoldanski pouk, zmeraj je bila neka nadomeščanje, neka dodatna ura. Skratka, sem prišel domov, kje si pa bil toliko časa, a ne veš, kakšen večer je danes. Tam so sošolci, šola je bila, šolo so nam naštimali do zdajle. In da se tako šikaniranje dogaja v zdajšnjem sistemu, jaz sem zgrožen. Mečkano me spominja, jaz sem iz teh raziskovalnih vod in zelo radi kakšen razpis naredijo, tako da je med počitnicami treba stvari narediti, ampak je, kako bi rekel, neideološko, oziroma pač ko grejo uradniki, preden grejo na dopust, če razpis dajo ven, mi pa potem čez počitnice pišemo. Skratka, ni povezano s tem. Kar se tiče selektivnega praznovanja praznikov, škoda je, škoda, da ni mogoče tudi v teh dneh, ki so recimo iz prejšnjega režima prišli ali pa so neki ideološki ostanki iz prejšnjega sistema, da se vsi skupaj toliko ne potrudijo, da bi naredili iz tega en praznik, ki ga bi vsi lahko praznovali, ki ne bi bil tak, da deli ali pa da se nadaleč vidi, tegale si pa oni lastijo in želijo neko svojo agendo skupaj spraviti. Če boste tlele brali o 1. maju, sodi v tisto kategorijo praznikov, ki utrjujejo neko vrednoto. Jaz mislim, da je fino, da se oba dva strinjava, da je delo vrednota, da je prav biti priden, da je prav biti delaven, da je prav biti varčen. Ampak, ko mi pogledamo, kaj se praznuje 1. maja, v kakšno smer gre dogovori, v kakšno smer gredo poročila, gredo pa v smeri, kako bi nekako čim manj delali, kako bi s čim manj dela čim več zaslužili. Namesto, da bi praznovali za 1. maj dejstvo, da je pravzaprav delo in seveda potem uspešnost pri delu najboljši, najbolj naraven način za to, da se neka družba strukturira, da se pokaže, kdo je uspešen pa kdo ni, koga poslušati pa koga ne, tistmu, ki pri delu gre, ki je uspešen pri delu, ki je priden in seveda pameten in tako naprej, podjeten, da bi morali to slaviti. Je pa pravzaprav to praznik, ne dela, zabušavanja in tako naprej. To seveda vsi razumemo, da je 2. maj tam samo zato, da bi neko večjo težo dobil ta praznik pred veliko nočjo in da bi 2. januar, da bi teža šla iz božiča na nek dan. Veste, 1. januar, marsikakšna država 1. januarja nima prostega. Žurajo v 31. Normalno, potem grejo po službo zjutraj 1. Sicer jih ni veliko, ampak 2. januar pa par jugoslovanskih pa sovjetskih republik ima še prosto. In to je, kako bi rekel, tak droben pripomoček na neki nezavedni ravni diskvalificira neke praznike, ki jih zahodna kultura ima nekaj 100 ali pa več kot 1000 let, na račun nekih ideoloških domislic, ki so največ 150 let stare. Ljubica, prosim. Lani sem se udeležila v Ljubljani spominske slovesnosti žrtvam komunističnega nasilja. Bliža se ta dan, to je 16. maja, se mi zdi bilo, na predvečer. In med samo to pietetno slovesnost smo izvedeli, da je država ukinila ta praznik, ki ga je sprejela bivša Janševa vlada. Glede na to, da je bilo pri nas med vojno, zlasti med Slovenci, največji procent prebivalcev ubitih, umorjenih ali zbežanih v Evropi, se mi zdi, da bi bilo pomembno, da ta praznik častno, to pieteto praznujemo. Glede na to, da se je bilo zdaj včeraj v Bruslu peticija, pod kateri je prvo podpisani dr. Ferenc
in naša poslanka Romana Tomc sprožili debato v Evropskem parlamentu. Gospod Turk, me zanima, ker glede na to, da je Odmev zelo dobro bil sprejet v Evropi, me zanima, a bo imelo to kakšen odraz tudi v domači politiki. Hvala. Tudi jaz mislim, da je to ena najboljših potez, ki so jih slovenski evropski poslanci, vsaj gospa Romana Tomc, potegnili v tem času. Jaz sem bil tudi na trgu, kot mu pravim, revolucije, ne republike, takrat, tisti večer. Pravim mu trg revolucije zato, ker je ostal točno tak, kot je bil, ko je bil na tem trgu in še vedno je spomenik revoluciji, Kardelju in malo naprej potem Kidriču in Francu Rozmanu in tako naprej. To, da so ukinili ta praznik, to je tako majhno, to je tako umazano, to je tako podlo. In to so pokazali. To majhnost, to zadrtost, to podlost so pokazali. Pa kaj, če bi ta praznik ostal? Ampak pijani od zmage, pijani od moči so pač to naredili. Jaz mislim, da tak praznik potrebujemo, da se je treba na to spomniti, ker če se tega ne bomo spominjali in če se tega ne bomo vsi spominjali in če ta spomin ne bo v zavesti vseh, potem se iz teh napak, ki niso samo napake, ampak so zločini, ne bomo nič naučili. Prav je, da Evropa zve, kakšno situacijo imamo mi tukaj v Sloveniji. Veste, Slovenija je majhna, ni pogosto v poročilih, ko se pogovarjaš z prijatelji, kolegi ali iz evropskih inštitucij ali iz drugih evropskih držav, imajo nekako občutek, Slovenija, to je pa tista Jugoslovanska republika, s katero ni problemov, s katero je vse v redu, ker ni nikoli nobenih težav, niste imeli vojne, ne tepete se med seboj, ful razviti ste, gospodarsko vam gre v redu, skratka spominjajo se, da smo mi socializma vendarle prišli na majhen boljšem nivoju kot ostanek tega socialističnega tabora. Redki pa vedo, oziroma redki so pa seznanjeni s tem, da pa mi pravzaprav, kljub temu, da smo štartali z nekega boljšega nivoja, da se pa potem nismo kaj dosti spremenili. In redki vedo za zgodbe, kakršne so bile včeraj predstavljene v Evropskem parlamentu. Bo kakšen efekt? Jaz bi bil zelo, zelo prijetno presenečen, če bi ta vlada sprejela sklep, da prekliče ti sklep, da so praznik ukinili. Verjetno vse drugo bi bilo slabše, ker bi nekje oni nek praznik postavili, ki bi bil pravzaprav nekaj drugega, s katerim bi poskušali to stvar vzeti ali pa narediti praznik vseh žrtev ali pa ne pričakujem nič dobrega. Sem pa tudi v tej knjigi napisal, da če bi bila spet kakšna priložnost za tak praznik postaviti nazaj, da bi mu bilo treba dati ime dan spomina na žrtve revolucije, zelo direktno, in datum bi jaz postavil na dan, ko je bil atentat narejen na Lamberta Ehrlicha. Ki je tudi maja, v bistvu bi prenesli za nekaj dni, ker je bilo 26. maja, če se ne motim. Ja, jaz sem napisal tudi v knjigi, vlada je majčkeno špekulirala, da če bodo ta dan dali na dan enega velikega poboja, kako bi temu rekel, politično korektne skupine, šlo je za zelo veliko Romov, da pa ne bo potem
neka socialistična vlada tega ukinila, ne, ampak oni so se požvižgali na to. In zato bi naslednjič dal na nek, morda je tudi kakšen drug dan, ki bi bil ravno tako primeren, mogoče kakšen od teh poznih junijskih dni. Ampak, veste, med vojno je odgovor na vprašanje, kaj se je potem, zakaj so se stvari tako dogajale, kot so se po vojni. In zakaj se je v Sloveniji dogajalo, kar se je. Odgovor na to je v letih 41-42. Ne potem kasneje. Imamo čas še za eno vprašanje. Lahko jaz, mislim vprašanje, ne vem, če vprašanje. Priključitev Primorske matični domovini in kar vem, včeraj je bilo v Državnem zboru ponovno predlog, da bo priključitev, sedaj je pa vrnitev, ne? In te ferke enkrat eno, enkrat drugo se zanima, kako otroški vrtec imamo tam v Državnem zboru. Jaz mislim, da to ni vrtec, to je spet poskus, da se da neko večjo težo partizanskemu oziroma revolucionarnemu boju, ki je dosegal priključitev v smislu, kot da Primorska nikoli ni bila slovenska, ampak oni so jo pa potem priključili. Zgodovinsko dejstvo pa je, da je bila seveda vedno del slovenskega narodnega ozemlja. Gospa mi je povedala za kup znanih Slovencev, pa nisem vedel, da so iz Gorice, da so iz Goriškega. Ali pa sem nekako pozabil, ali pa mi ni bilo v zavesti. Skratka, ta prostor je bil slovenski prostor in Primorska se je vrnila tja, kjer je bila. Ampak to je spet samo poskus negovanja tradicij revolucije, negovanja dediščine socializma. Ampak imajo večino, lahko sprejmejo, kar hočejo. Lahko sprejmejo, da imate 3 dni prosto za 1. maj. Lahko sprejmejo, da je ne vem, 25. maj državni praznik, pa še 4. maj zraven. Ja, to sem se bal, da me bo gospod vprašal, ker ponavadi, ko so tele okrogle mize v knjigi, kakšen podjetnik pravi, teh praznikov imamo preveč, treba delati. In ta knjiga pravi ja. Ampak če že imamo praznik, je namenjen temu, da nekaj premislimo v zvezi s tem. Ne, da smo prosti kar tako. Včasih je bilo treba vsak dan delati zato, da so imeli zadosti za jesti, pa da so imeli kurjavo, pa da so otroci niso bili lačni. In je mogel biti zelo dober izgovor, da ne delaš. Nedelja ni bila za v luft gledati. Je bila za Gospodov dan. Prazniki pa ravno tako so bili namenjeni, malih je bilo, ampak so bili namenjeni nečemu, niso bili tam za počitek. In to pozabljamo. Bi zaključili? Ja, dejte. Tako da je več časa, potem lahko se zadržuje z nami, ker če ne, potem mora v Ljubljano. Še eno, če je hitro. Ker potem bo tudi podpisoval. Bom prav da hitro, torej bi gospodu profesorju čestitala za praznike. Knjigo sem skrbno prebrala in jo prav vsem toplo priporočam. Hvala lepa. Torej, hvala, da ste bili tako kratki in tudi za lep zaključek današnjega večera. Dr. Žiga Turk, hvala, da ste prišli na naš konec, da ste nam posvetili svoj čas in smo imeli zelo lep večer z jasnimi in učinkovitimi analizami in vsebinami. Knjiga, kot rečeno, je na voljo v preddverju in avtor tudi, da jo podpiše in se bo nekaj časa z nami zadržal. Je obljubil tudi, ker ga vozim jaz, ne more iti proč. Tako da hvala še enkrat za vaš čas in da ste prišli sem v Novo Gorico in Vanda sedaj nam bo povedala, kdo bo naš naslednji gost.
hvala tudi v mojem imenu. Za vse pa vabilo, naslednje vabilo za 7. marec bo tukaj Mitja Ferenc. Lepo vabljeni.